No, previdno se pri njej malo utrujeni, bom malo skušal držati zduhjeno zgor, ne? Zdaj, jaz bom zastavil en zelo radikalen argument, namreč, da mi raziskav sploh ne znamo pravilno interpretirati. V čem je glavni skos, ne? Če pogledamo PISA Teams, dve klasične raziskavi, ne? Prevedete tako klasično matematično pismo, se pravi svinčnik in papir. Ne preverjajo sodobnih matematičnih veščin, računalniškega modeliranja, računalniške analize. Na PISI sploh ni nikjer omenjen kalkulator. Na Teamsu je kalkulator omenjen čisto na koncu pri vprašanju, kako pogosto ga uporabljaš in si ga uporablja na tem testu. To je vse, ne? Bralna pismenost, dobro, bralna pismenost je praktično svetinja. Ja, to je najboljše, največje, najbolj vojno, kar imamo. Ampak, tako kot so se konji nekoč mogli umakniti v avtomobilu, tako moramo sprejeti, da bomo v naslednjih 80 letih papir umaknili računalnik. To nam mogoče ni všeč, pisatelji že jamrajo zaradi tega, ker bodo pač izgubili posel. Ampak, nažalost, se določenim stvarem ne moremo izogniti. Ampak te raziskave preverjajo bralno pismenosti, računalniške pa ne. Pri naravoslovni pismenosti večino preverjajo faktografske podatke, ne kako smo do njih prišli, ne? Ja, koliko odstotkov planeta Zemlje prekrita z vodom. Ja, kako smo to izmerili? Tega vprašanja ni. Najpomembnejše pa je to, PISA preverja logično mišljenje, ampak ne sistematično. V pisanih raziskavah matematike naravoslovja imate določene logične naloge. Ene so kar svinjsko težke, pri enih moram reči, da sem pol ure si jih rešil in se mi zdijo pretežke za nivo 9. razreda. Ampak so pa logične in računalnik lahko dela na mestu nas mnogo stvari, mislim tega ne more. Ampak ali smo mi selekcionirali te pisane naloge, ki preverjajo logično mišljenje, pa preveriti, kakšne rezultate imamo tam? Ne, nismo. Ne? In zato jaz pravim, da mi sploh ne vemo, kaj te raziskave dejansko kažejo, ker preverjajo neko znanje, ki je bilo zelo pomembno, rečemo, do srede 80 let, potem pa je začelo postopno zastarevati zaradi pojava informacijskih tehnologij, na katere bo to tive stvari popozarjali. Mi sploh ne vemo, kako dobri so naši učenci na področjih, ki bodo mogoče nekoč oblikovala prihodnost. Tega mi ne vemo, da to ne bi smeli tega preprosto brati kot evangelija pri bralni pismenosti, ker smo šli dobro, smo šli, res je grozno. Ampak moramo gledati, kaj bo za bralno pismenosti in njeno pomembnosti čez 20-30 let. Zdaj pa, to pa je ena cvetka z Teamsa, ne? Posebej Teams PISA v bistvu manjši meri ima probleme za razne napake, ne? To je klasični primer fizikalne naloge, ja, bla, 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 izračunaj napetost, ne? Preprosto uporabimo Ohmov zakon iz težkega, ampak v kakih enotah je naveden tok. Miliampermetri, to ne obstaja. Tok se meri v miliamperih z ampermetrom. In to nam že dosti pove, recimo, sploh kakva pozornost se posreduje na samo kvaliteto naloge, to je osamljen izmer. To za Slovenci. Vem, ampak kljub temu, ne? Na maturi je pa je to hujše, to je nekaj primerov, na Teamsu, to je Teams 2007, na maturi je tega več. Ne? In posebej zato jaz pravim, da matura sploh ni noben pokazatelj kakovosti. Recimo, ko sem jaz pisal esej iz materinščine, mi je en ocenjevalec pri nekem vprašanju dal 100% točk. Drugi ocenjevalec mi je na podlagi istega besedila pri istem vprašanju dal 40% točk. To je razlika med popolno petico in nedostno oceno. Dokler se nisem pritožil, ni bilo nobenega alarma. Tudi, ko sem se pritožil, pa dobil odgovor, s katerim se sicer ne strinjam, to nič ne reši. Ker, če ima prav prvi ocenjevalec, RID zaposluje enega človeka, ki daje drastično prenizko oceno. Če ima prav drugi ocenjevalec, RID zaposluje enega človeka, ki daje drastično previsoko oceno. In seveda, recimo, da pri tega prvega ocenjevalca luknjo srčni napad. Tega mu ne želim, ampak to je možno. Konec koncev za RID pa je delajo večinoma upokojec, za takšnim prihom. Recimo, da ta človek mora iti v bolnico. Umirajo tudi mlajši. No, vidite, se je malo duh se dviguje, ne? Ampak recimo, da ta človek mora iti v bolnico en dan pred maturo iz slovenščine. Moj test ocenjuje drugi ocenjevalec, mi da drugačno število točk, jaz nisem več zlati maturant. Na mesto 30 imam 29 točk, nisem več zlati maturant, sicer še vedno se lahko upišem, ker moja fakulteta nima omejitve, ampak lahko sem zgubil štipendijo, ker je 150 € na mesec. Tako da, samo da je neko gnanje, ja, da bodimo najboljši, kar se tiče zlate mature, je lahko nevarno, ker končamo s kupom piklarje, namesto s kupom pametnih ljudi. To je ena nevarnost, recimo George Orwell opisuje v enem slabo znanem eseju Such World Rejoice.
da je njegova pripravljalna šola imela najboljši rezultat na nekem tekmovanju iz zgodovine. Kako so to dosegli, je preprosto. Učence so 2 leti maltretirali tudi fizično, zato da so se napifljali vsa vprašanja, ki bi se lahko pojavila. Seveda so tako naprej vedli na pamet cel test, ko so ga dobili, ga rešili se 100% točk in šola je imela priznanje. In je bila dobra v zgodovini. Ampak učenci pa so v zgodovini znali samo recitirati letnice, niso pa nič vedeli, kaj to dejansko pomeni. Tako da, to je velikanski problem, seveda, na tudi imate malo subjektivno ocenjevanje. Je kletvica v besedilu vulgarnost ali stilno zaznamovan jezik? Odvisno od ocenjevalca. Je neki matematični postopek na testu iz matematike pravilen ali ne izkazuje vseh možnih korakov? Odvisno od ocenjevalca. Sicer je bolj natančno določeno, ampak ne pove pa to vsega. Tako da ne matura, ne PISA, ne TIMSS niso vse mogočne, to, kar so lahko bi rekli ideološko zastareli. Za vsakim preverjenim znanjem imate ideologijo, ki pravi, to znanje je dobro, to znanje pa ni dobro. In ideologija, ki stoji za teme vprašanji, je recimo izrazito zastarela in usmerjena predvsem v faktografske podatke. To pa je, ta zadnja resnica, pa je moja osebno najljubša, Dr. Michael Dixon, direktor enega največjih in najbogatejših modelov na svetu, bi pri pisanju uradnega pisma na slovenski naturi res dobil nezadostno ceno. Vam njegovo pismo tu, če vas zanija dobro fotokopija, je originala, ne nosim sam, tak intelektualci, ne piše vsaki dan. Ampak to pismo ima pravilnih ljudnostnih fraz, kot je zahtevalo pri maturi iz angleščine, datum ni napisan na pravilnem mestu, celo zmotil se je vmes. Tega ni varno brat, ker mi bo samerno, razkrijem take slabosti. Ne vem, če je yours sincerely pravilno uporabljen, mogoče je moralo biti yours faithful in tako naprej, koga zanima. Tako da, tu se zopet pojavlja vprašanje, ali ima prav angleški govorec, ki je doktoriral na angleški univerzi, ali ima prav mi. In dokler tega ne rešimo, je vsaka trditev, ja, to je pomemben izbit, ni pravilna. Zdaj pa nastane še drugi problem. Res je, naše šolstvo na Štajerskem in v Sloveniji, po mojem mnenju, ni najvišje kvalitete. Ampak zato, da se popravi, rabimo drugačno poslovno mentaliteto. Ni dobra industrija tam, kjer je dobro šolstvo. Dobro šolstvo je tam, kjer je dobra industrija. Kajti tam, kjer obstajajo dobri poslovni modeli, samo običajno živijo finančno dobro situirane ljudje, za katere pa smo res slišali, imajo šolsko bolj uspešne otroke. In preko raznih donacij, preko obiskovanja kulturnih prireditev, lahko se tudi zdržujejo boljše šole. In tako denar hrani sam sebe. Ko imaš denar, dobiš na njega obresti, lahko investiraš, dobiš še več denarja in hkrati denar lahko vlagaš v šolstvo in dobiš boljše kadre, ki lahko da posliš. Tako mi moramo najprej izboljšati poslovno kulturo v Mariboru in okolici in temu naenkrat videti, da se bodo same šole izboljšale. Gospod Lorenčik je lepo dokazal, da v Mariboru ne manjka denarja v šolstvu. Denar je. Ampak nekaj treba, Tako da...